krnila. Na zemlji ni mogla več dobro živeti. Zgoraj na nebu prijatelje ima, nam tukaj doli pa mežikati zna. Spoštovani župan občine Mokronog Trebelno, magister Franc Glušič, spoštovani župan občine Mirna, Dušan Skerbiš, spoštovani poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, Franci Kepa, spoštovana Duška Lahpeček in Gašper Peček, spoštovani dolgoletni umetniški vodja festivala Ah te Orglice Vladimir Hrovat, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, dobrodošli na večernem gala koncertu 24. mednarodnega festivala ustnih harmonik Ah te Orglice, ki smo ga začeli z mislimi Duške Lahpeček, soproge lani preminulega idejnega očeta Mokronoškega festivala Staneta Pečka. Na nocojšnjem koncertu s posvetilnim naslovom Stanetove Orglice se bo predstavilo 12 solistov in komornih skupin. V njihovi družbi in nastopih bi gospod Stane nedvomno zelo užival. Rad se je namreč smukal med nastopajočimi, jih v zaodrju bodril in zabaval s hudomušnimi anekdotami. S festivalom ga je povezovala prav posebna, več desetletij trajajoča vez. Že leta 1991 je kot tajnik Občinske zveze kulturnih organizacij festivalu začrtal pot v Trebnje. Po 2 letih so Orglice za desetletje umolknile, leta 2002 pa prav na pobudo gospoda Staneta ponovno zazvenele tu v Mokronogu. Tu so našle svoje stalno domovanje in kljubovale celo epidemiji COVID-19, ko se je festival preselil na splet. A pot Mokronoškega festivala ni bila postlana z rožicami. Gospod Stane se je začetkov spominjal s temi besedami. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport sem leta 2002 v imenu festivala Ah te Orglice zaprosil za pisni prispevek na temo, zakaj se v Sloveniji ne morem naučiti igranja na ustno harmoniko oziroma orglice v glasbeni šoli, ki bi ga objavili v festivalskem biltenu. Prijazen odgovor generalne sekretarke, ki si je vzela čas, da nas je na pripravljenem obrazcu podučila o načinu podeljevanja sredstev, se je končal takole. Ministrstvo nima predvidenih sredstev za sofinanciranje predloga, ki je predmet vašega dopisa. Pa v našem povabilu ni niti z besedico, niti med vrsticami bil omenjen denar. Torej, tak že ne sme biti kulturniški birokrat. Človek na tem delovnem mestu bi moral predvsem vedeti, zakaj pri vsej stvari gre. Moral bi poznati dogajanje na svojem področju, ga razumeti in po najboljših možnostih servisirati. Seveda to zahteva veliko napora, iznajdljivosti, potrpežljivosti, razgledanosti in še spretnosti za krmarjenje med vratci, ki jih postavlja birokracija nad njim. Iz prebranega je jasno, kako je gospod Stane razumel svoje poslanstvo ter ga z dušo in srcem udejanjal do zadnjega dne. Napor, iznajdljivost in dobra mera hudomušne kritičnosti so mu dajali zagon za bogato kulturno snovanje, s katerim je v sodelovanju z akademskim glasbenikom in orgličarjem Vladimirjem Hrovatom postavil trdne temelje Mokronoškemu festivalu Orglic. Na lesenem ali virtualnem odru festivala so do danes poleg slovenskih nastopile skupine iz Hrvaške, Italije, Avstrije, Nemčije, Poljske, Rusije, Makedonije, Francije in Kolumbije. S koncerti je festival med drugim gostoval v Slovenski filharmoniji ter se predstavil poslušalcem v Celju, Kopru, Metliki, Novem mestu, Poljanski dolini, Sežani in Stični. Redno sodeluje tudi s prijatelji v hrvaškem Gračišču in Zadru ter v avstrijskem Celovcu. Od leta 2020 so Orglice, spet po zaslugi gospoda Staneta, bogatejše še za slovenski dan ustnih harmonik oziroma orglic, ki ga obeležujemo zadnjo soboto v februarju. Preden prepustimo oder glasbi, k besedi vabim župana občine gostiteljice, magistra Franca Glušiča, ki ga Orglice menda spremljajo od mladih nog. Prav lep dober večer vsem skupaj, vsem nagovorjenim. Verjetno bo tale nagovor zame najtežji. Verjetno najkrajši govor, pa najtežje in najdaljši igranje v mojem življenju.
Ja, res je, od malih nog igram orglice. Oče mi je naučil prvo pesemco na Planincah, pa potem Zlati časi in tako naprej. Potem sem se pa nekako sam učil. Če vam povem, da sem enkrat v lovski koči v Mokronovi igral, zvečer, ko smo imeli eno prireditev in je ura že stegnila se dolgo v noč, pa sem Mrvarjev Rado je na harmoniko igral, potem pa nehal sem jaz pa eno na orgelce, pa ne vem, ali sem Lili Marlene, ali sem kakšno drugo. In ko sem igral, sem takole gledal med glavam, pa vidim Staneta, kako mi je takole gledal, me malo proučeval. Moram reči, da se nisem nikoli želel slišati njegovega komentarja za moje igranje. Tako da, ja, bom rekel tako. Hvala lepa vsem, ki ste se potrudili danes, da ste prišli. Hvala lepa za to prireditev, vse tisti, ki ste jo sestavili. Upam, da ne bom preveč razžalostil tiste, ki bodo nastopili za mano, da me boste poskušali malo razumeti, da sem amater in da je moje igranje samo priložnostno. Ker pa izgram s srcem, se vzamem čas doma in zdaj igram kakšno na orglice. Ne bo to za tale Zlati časi bom zaigral. Joži je rekla, takrat sem rekel, kako pa če bi simfonijo, 9. Beethovenovo, ne? Ja, pa jaz znam, saj približno. Pa je rekla Joži, dajte eno staro. Sem rekel, bom pa eno staro slovensko. Tako da Zlati časi za Staneta pa za mojega očeta, ki sta oba dva lani šla. Uživajte v našem večeru. Festival Akte orglice, ja, čestitke in hvala gospodu županu za uvodne besede. Festival Akte orglice je v dobrih 20 letih obstoja postal prireditev, ki omogoča vpogled v raznovrstni svet orglic ter ponuja možnost za druženje in nastop v prijetnem vzdušju. Programska komisija pod vodstvom Mira Božiča je tudi letos poskrbela, da se ta tradicija nadaljuje. Slišali bomo 13 nastopov glasbenikov, med katerimi je veliko dolgoletnih prijateljev Mokronoškega festivala. Mednje sodijo tudi prvi nastopajoči. Marjan Urbanija s Sejmarji, Rokom Urbanijo, Hervinom Jakončičem in Pavlom Jeršetom je na festivalu manjkal samo enkrat. Z nocojšnjim nastopom se poklanja gospodu Stanetu in skladatelju Andreju Blumauerju.
Oblak v okviru sekcije Kulturno-umetniškega društva France Koblar Železniki. Skupina, ki jo poleg vodje sestavljajo Jernej Oblak, Saša Žaberl, Nika Lotrič ter Marija in Nataša Zadnik, se lahko pohvali s samostojnimi koncerti, gostovanji na Hrvaškem, pa tudi s prvo samostojno zgoščenko Tu smo mi doma. Lepote naše domovine bodo opevali tudi nocoj v pesmih Planike 3 in Selška dolina. Pri slednji skladbi bodo moči združili s poljanskimi orgličarji, ki so prvič zamuzicirali že leta 2006, od takrat pa s svojim malim glasbilom razveseljujejo poslušalce v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in celo Argentini. Orgličarji Anton Krek, Janez Benedičič, Nejko Eržen in Jože Dolenec pridno negujejo slovensko ljudsko glasbo, zato nam bodo zaigrali Jaz pa pojdem na Gorenjsko in Pojdem v rute. Nato bomo prisluhnili še desetletje mlajši skupini Loške orglice, v kateri igrajo vodja Ivanka Prezelj, Nataša in Marija Zadnik, Alenka Šušteršič-Snoj, Marija Omejc, Minka Marija Likar in Milka Šmuc. Leta 2021 je skupina izdala zgoščenko Zajadrajte z nami. Nocoj bomo z njimi zajadrali ob melodiji ljudske pesmi Tam v dolu sama zase.
nas bodo zdaj popeljale proti jugovzhodu. Slišali bomo belokranjski venček v izvedbi dela tamburaške skupine Preroški muzikanti, ki ga sestavljajo Oto Nemanič na orglicah, Jure Čemas na kitari, Jože Starešinič na tamburici in Mladen Vergot na basu. Da orglice lepo zvenijo tudi v paru, nam bosta dokazala šampion na ustni harmoniki in orgličar leta 2020 Robert Ivačič ter kitarist Richard Smith z avtorsko skladbo Ali si dober človek. Za prvi solistični nastop na nocojšnjem koncertu pa bo poskrbel Dinko Hrabrič s pesmijo Andreja Šifrerja Poglej ga, novo jutro.
da te ukradel, si Boga preklinjal, če bi Bog te sodil, bi bil nedolžen in kriv. Odkupiti se ne da, da greš v peku vela, odkupiti se ne da, da greš v peku vela. Bog 2000 let nazaj, si njegov na križ, zakaj? Greh je on odplačal tvoj, vstal je smrti se ne boj, greh je on odplačal tvoj, vstal je smrti se ne boj. Kesaj, odvrni se od greha, zaupaj samo v Jezusa, čim prej stori to, saj jutra mogoče več ne bo, čim prej stori to, saj jutra mogoče več ne bo. Odvrni se od greha, zaupaj samo v Jezusa, čim prej stori to, za jutra mogoče več ne bo, čim prej stori to, za jutra mogoče več ne bo. Oblega novo jutro, jaz pa še zvezdo pesni sredi jug. Budemo mi še sedaj zbili, si nočilo, naši čudila sem čisto hud. Prepeval in popival, sem tja do jutra, da se delal dan. Noči se sajo mimo oči in vsakda noč podobno si je dolg dan. Soba razmetana, kot da bi pravkar vanjo treščil grom. Poiščem nekaj najbolj čistih con, izmeče nase in slej polom. Ker ti drugje živiš, drugje želje gasiš. A moj svet je drugačen, bolj žejan kot plačan, nečeden, obseden, prepreden, razjeden in tvojega vreden. V tem jutru
so zelena. Z glavami vadim se sprašujem, kaj je človek in kje človek sploh ima. Srečal sem nekoga, ki mi je nudil svojo naturaj. A jaz vsak dan po isti poti prejdem od nebes do pekla in nazaj. Ker ti drugje živiš, drugje želje gasiš. A moj svet je drugačen, bolj žejan kot lačen, nečeden, obseden, prepreden, razjeden in tvojega vreden. V tem jutru, v tem jutru. Ko zvonovi zapojo, sebi čutim novo moč, sopet slobet blagavila, nova želja moč. Ko zvonovi zapojo, ko končajo se sledi, ko nas zvezda več dni, ko si le še sam seboj, kot se zgodilo je nocoj in zvonovi zapojo. Starec sklonjen nad zemljo in pobožaja z roko. Starec vena vena, kot začutil bi slavo, kot stane za namaz. Ljubezen do orglic že 10. leto druži tudi sorške orgličarje. Fani Kranc, Miran Pustovrh, Martin Kikel-Videnčič, Alojz Bergant, Silva Peternelj in Zdenka Bergant ustvarjajo pod okriljem kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Sora, vodi pa jih profesor Damir Fajfar. Malo glasbilo jih je že večkrat pripeljalo v Mokronog, vodilo pa jih je tudi na gostovanje v hrvaškem Gračišču, albanskem Draču, Ohridu, Pragi, Budimpešti in pred kratkim v Benetkah. Za nocojšnji koncert so pripravili skladbi Ljubav se ne trži in Vozi me vlak v daljave.
grafični oblikovalec, scenograf, izredni profesor na Akademiji za vizualne umetnosti in seveda orgličar Miran Mohar ter skladatelj, kitarist in pedagog Aleš Strajnar. Zaigrala bosta skladbo Ko bi jaz postal bogat, skladatelja Alda Kumarja, ki ga imamo priložnost zelo lepo pozdraviti v naši družbi. Nato bosta zazveneli pesmi Nad mestom se da ni in Pastirče v izvedbi multiinstrumentalista, aranžerja, skladatelja in profesorja glasbe Jerneja Vinčnurerja ter kitarista Jureta Maliča.
Razžaloščeni pastir iz pravkar slišane slovenske ljudske pesmi se bo v naslednjih minutah razvedril. Slišali bomo veselega pastirja v izvedbi orgličarja Valterja Klemenčiča, ki se je ob tej priložnosti povezal z orgličarjema Mirom Božičem in Miho Eričem ter kitaristoma Benjaminom Barbaričem in Tilnom Stepišnikom. Sledil bo, kot so ga poimenovali glasbeniki sami, prijateljski dvoboj duov, ki ju sestavljata Miro Božič in Benjamin Barbarič ter Miha Erič in Tilen Stepišnik. Glasbeniki se bodo nocoj prvič predstavili v tej bojni zasedbi. Zaigrali nam bodo avtorski skladbi Ognjišče in Tri konoplje.
glasbenem leksikonu iz sredine 19. stoletja je zapisano: ustna harmonika je današnja običajna zabava in nekaj najbolj groznega za vaša ušesa. Na festivalu Ah, te orglice ste se letos že 24. lahko prepričali, da to sploh ne drži. Tudi letošnje srečanje je v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Trebnje organizirala trebanjska območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti z Joži Sinur in Petro Zoren. Festival finančno podpira občina Mokronog Trebelno, letos pa mu ob strani stojijo tudi pokrovitelji Kmetijska zadruga Trebnje, Melodija Mengeš, Cvetličarna Barbara, Lutkovna skupina Mokre tačke in Alojz Gregorčič. Pri pripravi nocojšnjega dogodka so sodelovali programska komisija z vodjem Mirom Božičem, Matic Janežič, Josip Ekar, Studio Praprotka, Društvo vinogradnikov Mokronog in Društvo podeželskih žena Tavžentroža. Vsem se za prispevek in podporo najlepše zahvaljujemo. Po koncu prireditve vas vljudno vabimo, da se zadržite v avli, kjer si lahko ogledate fotografije Staneta Pečka, avtorice Alenke Stražišar-Damovšek, listino oblikovalca Boruta Dvornika, ki je izšla ob razglasitvi slovenskega dneva ustnih harmonik oziroma orglic, razstavo mokronožcev, ki jo je pripravila domača lutkovna skupina Mokre tačke in prodajno razstavo Melodije Mengeš. Slednja je festivalu podarila bon v vrednosti 70 evrov. Prejemnika bona in majice Mokronoškega festivala bo izmed danes prisotnih orgličarjev izžrebal Miro Božič, ki ga vabim na oder. Nagrado bo podelil s predstavnicama trebanjske območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Joži Sinur in Petro Zoren. Nagrado prejme Marta Milošič, ki jo prav tako vabim na oder. Čestitke! ki je veliko pomagala pri organizaciji. Pohvala tudi vam, ki ste prišli, in pohvala vsem glasbenikom, ki so danes dali vse od sebe. Hvala lepo. Stane Peček si je večkrat rekel, zakaj ne bi še orglice dobile priložnosti. Veseli in hvaležni smo, da po njegovi zaslugi orglice še naprej dobivajo priložnosti v Mokronogu, si utirajo pot med občinstvom in nadaljujejo Stanetovo poslanstvo na področju širjenja orgličarske kulture. Od vas se poslavljamo s pesmijo Ples metuljev v izvedbi avtorja Marjana Urbanije Sejmarji ter z mislijo Stanetovega prijatelja in ambasadorja orglic Lojzeta Peterleta, ki se prireditve zaradi drugih obveznosti žal ni mogel udeležiti. Hvala ti, dragi Stane. Ko odhajaš v pokrajino večne harmonije, ti obljubljamo, da te bodo mokronožci sproti obveščali, kaj se dogaja pri nas. Festival bo.